Glejte, začeli smo s točkastim nabojem, pa smo, rekel, neki modulaciji tega primera imeli, pa dva, pa več nabojev. Potem smo šli na niz nabojev, torej na premij naboj. Naslednja bi bila kaj? Naboj, kje? Ja, na ploskvi. Ja. To se pravi, naboj na elektrene, ploskve oziroma ravnine bomo zapisali, čeprav vemo, da je ravnina z enakim, rekel, pomislekom kot premica. Ne? Ravnina je neskončna, ne? Ampak bomo v narekovaj to dali. Ne? Ja. Torej, kot ravnino, ne, si bomo v tehničnem smislu predstavljali neko ploščo. Lahko je to tudi plošča bodočega ploščnega kondenzatorja, lahko je še kaj drugega. Ne. Torej, plošča. Zdaj, kdaj pa lahko jaz plošči rečem, da deluje kot ravnina? Če se jaz zelo približam površini, a ne, mi začne ta površina delovati kot ravnina. Ne, to se pravi, da je treba to zadevo ocenjevati glede na mojo oddaljenost do te površine. Ne. Kdaj bom temu rekel tudi ravnina. Isto tudi dolga žica, če bom blizu prišel, potem koncev ne vidim, a ne, ne vidim, to se pravi, to za mene premica. Ne. Tako, no, morda samo za začetek skiciramo, a ne, to ravnino in na tej ravnini bomo prevzeli enakomerno porazdelitev naboja in bomo rekli, da je sigma, rečemo, konstanten. To se pravi, gostota naboja, ne, na kvadratni meter, ne, koloni na kvadratni meter. No, zdaj spet se vračamo nazaj, ne, na elektrena premica, smo mislili, da je to, smo si zamišljali, da je to kot zloženka točkastih nabojev. Kako si bomo pa to elektrinsko strukturo zamišljali, kot zloženko česa? Prosim, kar? Kako premice nasučemo? Ne, gledajte, to je ravnina. Naboji so na ravnini. Kako bi jaz predstavil to zloženko nabojev? Ja, tam je ena gospodična bila. Ja, že v dveh dimenzijah. Ja, seveda, ravnina je dve dimenziji. Ampak, ja, aha, to se pravi, kolega prav, to bi lahko predstavili kot zloženko vzporednih premic. Fino. Polje premice poznamo, to se pravi, je treba samo polja teh premic sešteti. To je ena varianta. Je še kakšna? Hvala. Ja, tudi to. To se pravi, druga možnost je, da bi pač takole naredil, ne? Ampak mi smo tole že imeli, a ne? To se pravi, jaz ne bi šel na točkaste naboje, ker to zgodbo smo že, ne, prešli. Ne bi jaz šel korak nazaj, ampak poskušajmo tisto, kar že imamo, porabiti za naprej. A imamo še kaj, kar bi lahko porabili? Kako lahko strukturo nabojev na ravnini še predstavim? Kot zloženko česa? No, če bi kdo v knjigi pogledal, bi videl, pa tudi pravzaprav bi lahko dobil asociacijo na elektrene obroče. Se smo imeli ovoj včeraj, ne? To se pravi, na elektrene ovoj, to se pravi, jaz lahko ravnino predstavljam kot na elektrene obroče, ne? So osne, ne? Ležeče na ravnini. In zdaj, ker polje enega obroča poznam, včeraj smo delali, ne? Ker je tole ravnina, ne, in to je pač neka os, rečemo x os, potem je polje naboja na vsakem od teh obročev v osni smeri. To se pravi, od vsakega obroča, na elektrenega obroča, je električno polje vzdolž osi. No, potem bo tudi smer rezultančnega polja vzdolž te osi. Katera pa je ta os? Ta os je pa pravokotna na ravnino. To se pravi, že brez računa, brez da karkoli delamo, že pravzaprav vemo iz prejšnjega, da bo električna poljska jakost na elektrene ravnine stran od nje, če bo naboj pozitiven, in k njej
če bo naboj negativen. A ne? Ja, enako tudi na drugi strani. Ne? Če imam tole ravnino, je polje k njej ali pa stran od nje. In ker je to ravnina, je ta rezultat enak za vse točke gor, dol in naprej nazaj. No, se smo že veliko ugotovili, zdaj bo tudi račun veliko lažji. V knjigi imate to seštevanje opravljeno na osnovi zlaganja obročev, to si boste sami pogledali, jaz bom pa tukaj drugače naredil, tako da bomo malo, bi rekel, bolj pestro kolekcijo, a ne, da ne ponavljam jaz kar iz knjige, ne, ampak da poskušamo ta asortima pristopov obogatiti. A ne. No, zadevo bomo takole zastavili. Tole rečemo, da je os Y, tole je os, malo daljše bom, ker je treba določene stvari izrisati, X, in tole bo zdaj tale naša ravnina. S to prekinitvijo želim povedati, da je to zaenkrat zelo razsežno. Ne? Ali z drugimi besedami, da ta zadeva le ni toliko razsežna, da je to plošča, le da sem jaz relativno blizu te plošče. No, tule je neka točka, ki ima pač koordinato X, a ne? Y, tole je Z, a ne? Ugotavljam, da bo električno polje imelo samo X komponento različno od nič, ne? Ostali dve bosta nič, ker je polje vedno pravokotno na ravnino. Torej, tole je ravnina in tukaj imam zdaj ta naboj, sigma je prevzeto konstanten, rečemo, da je pozitiven, a ne? Tako da tudi vektor enoznačno usmerimo. No, zdaj pa tako, kot je kolega rekel, ne? Naelektreno ravnino razumem kot zloženko premic. A ne? In bom vzel tukaj le eno premico. Ta premica ima tudi svoj naboj, ki bo zdaj ustrezno diferencialen. No, ta naboj bo pač enak gostota, ploskovna gostota krat širina tega traku. Zdaj, jaz ravnino razrežem na ozke trakove, ki jih razumem kot premice, preme naboje. Ne? To se pravi dy. No, bom jaz tudi takole y črtica, ne? Tole bo dy črtica, tako da bo v duhu tistega, kar tistih oznak, ki jih nekako obreko osvajamo. No in zdaj bo tale naš vektor, ki bo v pomoč pri zapisu vektorja poljske jakosti te naelektrene premice na tem mestu. No, seveda hitro vidimo, da bodo ti vektori, a ne, tvorili spet pahlačo vektorjev. Ne? Od tega imamo ta vektor, od tega naboja bo vektor verjetno malo daljši, ne? Večje absolutne vrednosti, smer bo bolj položna. Ne? To se pravi, imamo tukaj spet eno pahlačo vektorjev. Spet je tista težava, kako take pahlačaste, bi rekel, vektorje seštevati. Spet se pač poskušamo poslužiti parnega seštevanja, ne? Da vzamemo tukaj spodaj diametralno ležečo premico, ne? Na enaki globini, kot je tam višina, in ta vektor bo zdaj, bom pisal E1, 1 in bo to pač P2 in tole bo, tole se mi, a veste, to je tako, ne, ker slika nastaja, se ti pol malo maščuje, ne moraš naprej videti vse, kaj se bo še vse na sliki pojavilo in potem je tako, kot je, ne. Vse mogoče je dobro, če delate s svinčnikom, tako da imate malo manj dela, z brisanjem takole. In to je zdaj tale naš DE v tej točki. Torej, električno polje je v X smeri, to pa pomeni pravokotno na ravnino. Normalna smer je to, ne? Pravokotna na ravnino je to normalna smer. No, ker je naboj pozitiven, je stran, sicer je K. No, zdaj pa pristopimo
k tele zadevi. Ne? To se pravi, bom kar zapisal tale vektor. Tale DE je DEX nič nič. Lahko kar takole zapišem, a ne? To se pravi, je v tem primeru v x smeri. Zdaj pa grem pisati samo DEX, ne? To se pravi, to komponento. To se pravi, jaz želim zdaj izraziti tole absolutno vrednost tega vektorja. To želim izraziti, pomagal si bom pa spet s to sliko in tako naprej. No, najprej moram zapisati absolutno vrednost tegale vektorja. Absolutna vrednost glede na prejšnje formule je kaj? Vzdolžna gostota naboja, ta je pri nas sigma dy črtica. Ne? To se pravi, to je ta dq. To se pravi, naboj deljeno z 2pi epsilon oddaljenost, pa lahko že kar rečemo oddaljenost na kvadrat. A ne? Oddaljenost na kvadrat po tisti zadnji formuli. To se pravi, P1 ali P2, P1 ali P2, P1 absolutno je P2 absolutno, ne? To se pravi, P1 je P2. S tem povemo, da jemljemo dva diametralna para. A ne? Takole potem pridejo pa še smer. Tole je absolutna vrednost, ne? Potem pride pa še smer. Smer je pa od tega prvega je smer določena s tem vektorjem P1, se pravi P1 z P1 plus od drugega je pa P2 z P2. Ne? Tako. To se pravi absolutna vrednost. No, zdaj sem že kar cel vektor napisal, tako da bom jaz tukaj dal, da bo vektorsko vse levo in desno štimalo, bom kar takole zapisal. Ne? To se pravi, kar celoten vektor, ker sem tudi tukaj vektorsko notacijo potegnil, sicer bi moral pa s projekcijami delati. Takole. No, tale zadeva tule je pa kaj? Na zdravje. P1 vektorsko P2, ker sta P1 in P2 po iznosu enaka, ne, tisto bomo že upoštevali, ampak vsota P1 plus P2 je koliko? Kako bomo to izrazili? Glejte, tale točka ima koordinato x, a ne? To se pravi, če jaz ta dva vektorja seštejem, dobim 2x krat ex, ne? Se pravi, 2x ex. Se strinjate? No in seveda, če to upoštevam, iz tega ven sledi, da je dex enako kaj? Sigma dy črtica, a ne? To je tole. Torej, to je tole, ne? Da ne bo kakšen razumel, da je to še dodatno zraven, ne? To je samo vrednost tega produkta. Zdaj, tukaj imamo pa spodaj 2pi epsilon, ta razdalja na kvadrat. Ta razdalja na kvadrat, pa zdaj še pišemo tukaj x, pa še dvojko, a ne, 2x, dy, takole, zdaj pa še pride spodaj 2pi epsilon, zdaj pa pride P1 na kvadrat. P1 na kvadrat, to je pa pravzaprav pitagorska vsota, a ne? To pa lahko pišemo tudi kot x kvadrat plus y črtica na kvadrat. Takole. Malo se bom ustavil, tako da vi v miru to prepišete in potem greste po vrsti. Zakaj je to, zakaj je to, zakaj je to, zakaj je to. A se jim možakar kaj izmotil ali se ni? Torej, mene morate skozi kontrolirati, ne? Torej, nič nam ne smete verjeti. V vse se morate sami prepričati. Se razumemo? Tudi, ko boste v življenju karkoli brali, karkoli študirali, vaš pristop mora biti v principu rahlo nezaupljiv. V vsako stvar vas mora pisec, govorec prepričati. Seveda pa tudi vi sami sebe prepričati, ko to predelujete v sebi. Sem vse povzel ali sem kaj pozabil? Je še kaj?
če ne, potem bomo pač nadaljevali, ne? V redu. Dobro. Rečemo, da je to v redu, dvojka se krajša, to je gotovo. Zdaj pa naprej. Mi smo zdaj zapisali komponento poljske jakosti od para teh nalektrenih trakov oziroma premic. Zdaj treba pa vse trakove pobrati, to se pravi sešteti, to se pravi spet isto. Jaz moram delne prispevke sešteti, no, ker so pa moji prispevki diferencialni, jih bom seštel z integracijo. Morda kar na svežo tablo, to se pravi ta EX v točki T, je zdaj enako seveda integral, lahko pišemo sigma x dy črtica deljeno z, pardon, brez dvojke, pi epsilon nič, x kvadrat plus y črtica na kvadrat. No, spet vas bom prosil, da uskladimo integracijske meje. Od kje do kam mora y črtica zdaj zaplesati, da poberemo vse prispevke, to se pravi vse premice. Ja? Y črtica gre od kje do kam? Kar na glas. Ne do pi polovic. Ja, tako je, od nič do neskončno, hvala lepa. Takole, zdaj pa tole bi spet iz enakih razlogov dali pred integral, ne? Tako da imamo očiščeno zadevo. Kaj pa s tole integracijo je kakšen kaj domač? To je integral, ki ste ga morda, oziroma ste ga morali pred maturo tudi obvladati, do sem je že nekaj mesecev. A ima kakšno, bi rekel, asociacijo, kaj bi to lahko bilo? Po čem diši ta integral, ta integracija? Ja, aha, arcus tangens, ja, res je. No, bom jaz mečken, bi rekel, vam še ostalim pomagal. Sigma s pi epsilon nič. Lejte, zdaj bomo pa takole naredili. Števc pa imenovalc bomo delili z x-om. X je itak oddaljenost od ravnine in ta oddaljenost je, mislim, je pozitivna oziroma ne negativna. Pač neko pozitivno število. To se pravi, lahko s tem delimo in dobimo d y črtica z x deljeno z 1 plus y črtica z x na kvadrat. Od nič do neskončno. No, seveda, če bi tule sedaj rekli, da je y črtica z x enako nek t, potem bi tole dalje pisali tudi sigma z pi epsilon nič, integral dt z 1 plus t kvadrat, no to pa verjetno zdaj vsi prepoznavate kot arcus tangens. Je tako? Smo to morali vedeti, ja? Bo štimal, ne? No, tako sramežljivo. No in zdaj, če upeljujemo novo spremenljivko, če gre y črtica od nič do neskončno, x je pa neko število, potem gre tudi t od nič do neskončno. No in koliko je tole? Kolega je rekel arcus tangens, arcus tangens t-ja, seveda od nič do neskončno. Koliko je arcus tangens neskončno? Ja, pi polovic, arcus tangens nič je pa nič. Se pravi, je tale zadeva pi polovic. Torej, je tole enako pi polovic, se krajša in ostane sigma z 2 epsilon. Takole. Torej, zdaj se moramo pa spet ustaviti. A veste, to velja generalno ne samo za ta ali kakšne druge primere, ko do nečesa pridemo, se ustavimo in gledamo in poskušamo iz tistega zapisa potegniti neke zaključke, neke ugotovitve. Za nas ne more biti izraz rezultat. Za nas je rezultat, ko ta rezultat pokomentiramo. Ker prečitamo, kaj on nam sporoča. Sicer so to mrtve črke, to ni nič. In kaj vidimo, gledajte, naboj, pač smo rekli konstanta, to je itak konstanta. To se pravi, kakšno je to polje?
Kakšno je polje, ki se po iznosu ne menja? Homogeno polje, ja. Torej, tole je homogeno polje. In seveda, ker smo mi imeli na sliki točko na desni strani, velja isto tudi za točko na levi strani. To se pravi, stran od ravnine. Se pravi, če zdaj tole skiciramo, če je tole tale naš sigma, ki je pozitiven, potem je takole. Torej, električno polje je homogeno, to se pravi konstantnega iznosa vrednosti, absolutne vrednosti in stalne smeri. To je homogeno polje, ne? No, in seveda verjetno niso potrebne besede, da predstavljajo tele polpremice naše silnice. Torej, silnice električnega polja so vzporedne premice oziroma polpremice. Takole, če je naboj pozitiven oziroma k ravnini, če je negativen. To lahko seveda zdaj tudi matematično zapišemo EX kot funkcijo X-a, to predstavimo kot sestavljeno funkcijo, a ne? Da poprijemo levi desni prostor, ne? Sestavljeno funkcijo. In bomo zdaj takole naredili. Majčken večji tale oklepaj naredite, bomo 3 vrstice napisali. Gremo najprej desno stran in pišemo, polje desno od ravnine je sigma z 2 epsilon nič, če so x-i več kot nič. To se pravi, na desni strani je polje usmerjeno v desno. Na levi strani, bomo pisali tukaj spodaj, je v nasprotno smer, to se pravi minus sigma z 2 epsilon, ko so x-i negativni. To se pravi, polje kot vektor je v levo, to se pravi, da je komponenta tega polja, x komponenta je negativna, nasprotna, ne, prejšnji. No, kaj pa tukaj v sami ravnini? Prosim? Ja, nič. Tole, če se včerajšnje debate spomnite, ko smo imeli naelektrene obroče, smo rekli, da je električno polje v osi ena takale funkcija. No, in v samem centru naelektrenega obroča je polje nič. Ker pa ravnino lahko razumem kot zloženko obročev in za vsak obroč velja, da je tam polje nič, je tudi sumarno polje tam nič. To se pravi, nič za x je nič. Zdaj lahko to tudi funkcijsko izrišemo, ali pod to sliko, ali ločeno, mogoče ločeno. Je tole EX, to je x in je zdaj takole. Torej, takale pretrgana funkcija. To se pravi, tale vrednost velja za x-e strogo nad, oziroma strogo čez nič, ne? Torej, s to puščico, kot veste v matematiki, označujemo veljavnost nekega zapisa, do kam, ali tisto točko vključuje ali ne. No, tole je pa potem ta mejna vrednost. Tako. Tole je seveda vrednost sigma z 2 epsilon, tale vrednost je minus sigma z 2 epsilon. Torej, v bistvu imamo upravka s skokom. Polje napravi na meji tega sloja nabojev, napravi skok. Torej, poljska jakost, če tako gledamo, je nezvezna funkcija. No, v tej nezveznosti se bomo še pogovarjali. To se pravi, jaz moram že zdaj se zavedati tega, če bom jaz imel nekje naboj in tega je v elektrotehniki neskončno, vsaka površina prevodnika je lokalno videti ravnina. In na vsaki taki površini imamo opravka z nezveznostjo poljske jakosti. To se pravi, že takoj na začetku spoznavamo pravzaprav tudi neke muhavosti našega električnega polja.